Gospodarska družba Iza iz Slovenske Bistrice spada med večje zasebne ponudnike usposabljanj in svetovanj. V lokalnem okolju so znani predvsem po učenju tujih jezikov. Letos uspešno družinsko podjetje praznuje 25-letnico svojega delovanja. Ob jubileju smo pred kamero Studia Bistrica povabili direktorja Ize Draga Bukviča. Samo podjetje Iza je bilo ustanovljeno leta 1997 v domačem prostoru, v domači hiši kot ESP, osnovna oblika organizacije. Leta 2002 smo se oblikovali v DOO zaradi boljšega statusa na trgu in lažjega poslovanja. 2004 se selimo v lastno poslovno stavbo, na kateri se še nahajamo tudi danes. Moram pa poudariti, da je to družinsko podjetje, da smo tukaj z ženo v bistvu nosilca vseh dejavnosti, tudi lastniško, če bi se tako izrazil. Delo imamo pa tudi strogo ločeno, ker drugače vsega ne zmoreva. Zlatka skrbi za razvoj novih programov, za šolo tujih jezikov, je tudi predavateljica, NLP coach in pa tudi psihoterapevt za področje tega, predvsem z namenom, da zna mehke veščine v proizvodnih podjetjih povedati v proizvodnem jeziku. Jaz sem pa zadolžen za prodajo na trgu, za stik z strankami, za izvedbe in pa bom rekel tudi nazadnje za papirologijo, ki je čedalje več. Da pa lahko zmožemo ta širok spekter znanj, ki jih ponujamo od proizvodne dejavnosti, storitvene, zdravstva, šolstva in tako dalje, pa sodelujemo v tem trenutku z 140 predavatelji, strokovnjaki iz cele Slovenije. Posebnost naših predavateljev pa predvsem v tem, da so to operativni ljudje in da o problemih, katerih govorijo, se tudi z njimi dnevno pri svojem delu srečujejo. Zato ni naš slogan iz trte izvid, ko pravimo znanje za prakso, kajti naša znanja so takoj prenosljiva že naslednji dan tudi v prakso. In to je posebnost našega podjetja. Izvajate 4 glavne dejavnosti, nam jih lahko nekoliko podrobneje predstavite? Naša osnovna dejavnost, s katero smo začeli leta 1997, je bilo tudi izobraževanje gostinskega kadra, kajti takrat na tem področju v Sloveniji ni bilo niti nobene zasebne ustanove, ki bi to počela. Zadeve smo potem širili in začeli delati tudi z živilsko industrijo, še takratnimi mariborskimi mlekarnami in prav tudi na njihovo pobudo in na potrebe trga smo zadeve razširili tudi na ostalo področje usposabljanja, kar eno slovensko podjetje potrebuje. To je osnovna dejavnost. Sproti smo pa skozi potrebe in pa tudi samo širitev začeli še z dejavnostjo zasebne šole tujih jezikov, katero smo ustanovili leta 2004 ob selitvi v naše nove poslovne prostore, katero danes tudi obiskujejo učenci od 4. leta starosti naprej. Na to smo seveda še širili in pa, bom rekel, vlagali vnaprej in ustanovili računalniško trgovino in pa servis računalniške opreme Specialist, ki je na naši drugi lokaciji na Mariborski cesti 38. Na to smo se širili in v lastni poslovni prostori zopet še ustanovili zasebno fizioterapijo z specialističnimi ambulantami in danes delata pri nas 2 priznana ortopeda, 2 priznana dermatologa in pa neurologinja. Kot pika na i v našo zaokroženo celoto smo pa še ustanovili oziroma tudi prevzeli lepotni salon Radost, ki dela danes pod našim okriljem in ga tudi uspešno izvaja storitve za stranke v naši poslovni stavbi. Za svoje delo ste prejeli tudi več priznanj in certifikatov. Ja, kot vedno mi pravimo, delaj na dolgi rok, zato smo tudi takoj začeli z pridobivanjem certifikata kakovosti in leta 2009 smo prvi v slovenskem prostoru pridobili certifikat EQM, kar je pomeni neke vrste ISO standard na področju izobraževanja. Ostale dejavnosti so se pa pač nekako potem zopet razvile in smo dosegali večje uspehe tudi na šoli tujih jezikov. In če samo omenim, da je šolo tujih jezikov obiskovalo v teh času 2000 tečajnikov, kateri so potem 200 tečajnikov doseglo mednarodne certifikate. Seveda največ na področju British Councila, ki je pač mednarodno veljaven po celem svetu, nekaj tudi na Goethevem inštitutu, Ruskem ekspresu in pa seveda tudi na certifikatu za italijanščino. Glede na povedano, gre za res veliko delavnic, veliko izobraževanj. Koliko vas je zaposlenih v vašem družinskem podjetju? Trenutno nas je v družinskem podjetju 6 zaposlenih za polni delovni čas in pa 3 za skrajšan delovni čas. Seveda pa ne skrivate tudi smelih načrtov za prihodnje, nam jih lahko zaupate? Seveda, gledajte, nikoli ne moreš ostati na točki, kateri si začel. Naša nova dejavnost je, da bi še izpopolnili zdravstveno dejavnost, zato se dogovarjamo z kardiologom in pa revmatologom, da bi imeli tudi vse te specialistične ambulante, kajti domačemu okolju želimo tudi ponuditi kvalitetne zdravstvene storitve v
najbližji okolici oziroma v domačem okolju, da ne bojo rabili iskati te storitve tudi kje drugje. Seveda, kar se pa tiče področja izobraževanja, želimo biti prvi zasebni izobraževalec v slovenskem prostoru, kar smo že blizu, kajti tudi naše številke, mislim, da so že impozantne, če bi rekel tako, ko smo malo pogledali v preteklem obdobju, smo v tem obdobju izvedli 4600 delavnic, katere je obiskalo 90 000 slušateljev. To pa mislim, da je tudi številka, ki nekaj pove za sebe.